Pozimi so zamrznjene ceste in pločniki posoljeni z namenom, da se prepreči drsenje. Kaj se pravzaprav zgodi z ledom, če je na njem sol? A. Temperatura postane višja in led se začne taliti. B. Temperatura postane nižja in led se začne taliti. C. Temperatura ostane enaka in led se začne taliti. Ali D. Sol predstavlja le mehansko oviro, ki zmanjša drsenje. Kaj se je pravzaprav med to zimo, ki jo sedaj spomladi odganjamo, dogajalo na naših cestah? Različne odgovore, A in D. Jasna, kdo ima prav? Vsi vemo, da pozimi solimo zamrznjene ceste in pločnike z namenom, da preprečimo drsenje. Ampak kaj se zgodi pravzaprav z ledom, ko to naredimo? Boste videli. Najprej bom zdrobljenemu ledu, ki sem ga pripravila, v čaši izmerila temperaturo in zaenkrat kaže 0,5 stopinj Celzija. Zdaj bom pa temu ledu dodala približno 3 žlice soli, takole, 1, 2, 3, še malce več dam. In hitro lahko opazimo na termometru, da se temperatura začenja nižati. Prav tako pa se zgodi sprememba pri ledu, ko malce pomešam, led se hitro začenja taliti. To se zgodi zato, ker je za vodne raztopine soli značilno, da zmrznejo pri nižji temperaturi kot čista voda in lahko ostanejo tekoče tudi pri -20 stopinjah Celzija. Tukaj zdaj vidimo približno -6,5 stopinj Celzija. Pojav, ki sem ga prikazala, torej izkoriščamo pozimi, ko solimo zamrznjene pločnike in ceste. Kljub temperaturam nižjim od 0 stopinj Celzija, ceste zaradi raztopine soli na površini niso zamrznjene, ampak so le mokre. Tokrat je bilo očitno vprašanje malce preveč zasoljeno, ker ste oboji odgovorili napačno. Pravilen je namreč odgovor B, ampak več sreče naprej.